Pozdravljeni. To mizo marsikdo od vas že pozna in na tej mizi se je ustvarilo že kar nekaj reiki mojstrov in pa reiki praktikov. Reiki je prijetna, mehka, topla energija, katera se pretaka skozi naše telo, ko se povežemo z njo in delamo lahko na področjih zdravljenja, sproščanja, meditacije, čiščenje vibracij v prostoru, zaščita prostora, zaščita avta, odstranjevanje čustvenih stanj, kot je jeza, žalost, grenkoba in pa tudi njenega vzroka, kateri je zopet v naših možganih. Nato čiščenje nakita, ki nosi slabe vibracije, kajti nakit, drage kamne in poldrage kamne kopljejo ljudje, ki so slabo splačani, in vse te negativne vibracije se potem prenašajo tudi v drage in pa lepe prstane. Ravno tako z reiki energijo lahko iniciiramo hrano, zakaj nam služi, lahko čistimo vibracije, kot so pri mesu spomini, na kakšen način je bila žival vzgajanja in potem tudi pokončana. Ravno tako pri vodi, zakaj nam naj ta voda služi, kaj s to vodo vnašamo v telo. Reiki energija je dejansko uporabno orodje, s katero si lahko veliko spremenite, vendar deluje samo takrat, ko reiki uporabljate. Kajti na svetu je že veliko reiki mojstrov, ki so prepričani, da reiki ne deluje. Ja, vsekakor ne deluje, kajti če ga ne uporabljamo, če ne vadimo, se ne spremeni nič. Pri reikiju je zelo pomembno, da nikoli ne odstranjujemo vseh bacilov, bakterij, virusov iz našega telesa, saj vse to potrebujemo. Priporočamo, da reiki ne delamo osebi, katera je noseča do 3 mesecev, kajti ne škoduje nič, vendar naše fizično telo ima svoje zakonitosti. Meni osebno je pri reikiju najbolj všeč, ker ga lahko odprem zjutraj in sem povezana z reiki energijo cel dan. Spreminjam svoje počutje s simboli, katere pridobivam na različnih stopnjah reikija. Prva stopnja reikija je namenjena fizičnemu zdravljenju, čeprav odstranjuje tudi že vzrok v naših možganih. Na drugi stopnji dobimo simbole za delovanje na čustvenem področju in pa prenos energije na daljavo. Kajti vsi tisti, ki imate že drugo stopnjo reikija, veste, da energijo lahko pošiljamo kamorkoli na tem svetu, kjerkoli se oseba nahaja. Pomembno je le to, da imamo točne podatke, kje je, in da se dogovorimo za določeno uro. Pri pošiljanju reikija na daljavo pa je potrebno opozoriti, da mora oseba tudi s tem se strinjati, kajti nikoli ne smemo posegati v telo ali psiho druge osebe, če nam to ne dovoli. Vkolikor imamo majhne otroke, potem preko staršev zdravimo otroke. Vkolikor imamo ljubljeno osebo, katera se ne želi pogovarjati o alternativnih zdravljenjih, lahko osebi pošiljamo energijo, podporo, zdravljenje njegovemu višjemu jazu ali duši in potem se že odloči, ali bo energijo sprejela ali ne. Pri reiki energiji je pomembno tudi to, da mi nikoli ne posegamo v telo z lastno energijo, ne zdravimo simptome, temveč smo samo kanal za pretok energije in osebe, kateri jo pošiljamo, na kateri delamo, je sprejme le toliko, kot je to za njo potrebno. Pri reikiju ne moremo narediti ničesar narobe, ne moramo se predozirati in ne moramo vplivati na druge, če nam to ne dovolijo. Na to je pri reikiju zelo pomembno tudi to, da se zavedamo, da se osebe ne želijo pogovarjati, ko
zdravljenje, vendar je to naša naloga, da potem ne trezamo osebo in iščemo vzroke na področju miselnih vzorcev, temveč se povežemo z energijo reikija in zaprosimo za celostno zdravljenje. Pri zdravljenju nam pomagajo naš višji jaz, reiki duhovni vodnik, katerega imamo vsi, mogoče ga čutimo, vidimo, slišimo ali tudi ne, vendar se moramo zavedati, da je vedno prisoten. Na to nam pomagajo zdravilci, ki so se že reinkarnirali, so že odšli od tukaj, potem angeli in nadangeli, kateri so vedno prisotni, in pa seveda tudi kreator vsega, kar je, Bog, univerzalna energija, kakorkoli ga želite imenovati. Te naši varuhi in vodniki nam pomagajo pri reiki zdravljenju, da gre energija tja, točno kamor želimo. Z reikijem lahko ravno tako se pogovarjamo, prosimo za nasvet naše duhovne vodnike, prosimo angele za naše varstvo, za varstvo naše družine, zaščito naše družine, se z njimi pogovarjamo, prosimo za nasvete in ravno tako kreatorja vsega, kar je. Na 4. stopnji postanemo reiki mojstri in s tem pridobimo tudi vse simbole, s katerimi lahko reiki delimo naprej. Simboli obstajajo zato, da vsak simbol nekako odpre širši kanal za pretok energije in pa deluje tudi na višjih različnih frekvencah. Simboli na 3. stopnji delujejo na področju psihe in so v pomoč za psihične operacije, razmišljanje negativno, odstranjevanje strahov in tako dalje. Nadgradnja klasičnega usu reikija pa je imara reiki. Imara reiki nima posebnega simbola, vendar pa je visoka nadgradnja pretoka energije. Uporaba imara reikija je enostavna, hitra in preprosta, vendar pa je potrebno predtem opraviti vse 4 stopnje klasičnega usu reikija. Zakaj bi se zadrževali v energiji stresa, žalosti, napetosti, ker si lahko na zelo enostaven in preprost način olajšate vsakodnevno življenje. Vabljeni na mojo spletno stran www.osebnarast.si, kjer boste videli termine razpisane za vse stopnje reikija. Kot dodatek pa bomo sedaj naredili vajo z področja reikija in vam bom vsem, ki sedaj to gledate, poslala čisto, brezpogojno energijo, reiki energijo zdravljenja in sproščanja. Udobno se usedite, 3-krat globoko zadihate, se sprostite in pustite, da prijetna, topla reiki energija teče skozi vas.
boste želeli, zopet odprete oči in globoko zadihate. To vajo lahko uporabljate vsakodnevno za odpravljanje vsakodnevnega stresa, psihičnega